Dobro jutro. Upam, da ste prebrali, da živimo v takem obdobju, ki ga kozmična zgodovina verjetno ne pomni. Na tak način že ne. Za mano je prispodoba kralja Matjaža, ki je spal pod peco, in krasna je to prispodoba, da v bistvu pravzaprav ta gora smo mi, vendar v njej nekaj spi. Mi smo rekli večkrat, ljubav ni je nestala, samo se sakrila. In dejansko v sebi smo začeli čedalje bolj, lahko tudi sami opazite kolektivno, čedalje več nas je, ki smo začeli prebujati v sebi to, kar smo, to, kar je, to, kar iz česar smo, iz take smo snovi kot sanje, ne? Eter je energija vesolja, in ta spi v nas in se jo da transformirati v 1000 in milijardo oblik in milijarde oblik, tako bom rekel. In ena izmed teh oblik smo mi in kot telo, ta druga pa v nas spi, zatrta in zavrta. Ljubezen smo želeli imeti, nismo jo želeli pretakati. Sej bili smo sprogramirani v to, v nevednost pravzaprav, in ti, ki so bili programatorji, torej ta temačna stran, ki ne vsebuje spirita, torej duše, duha in tega konektorja, ki nas povezuje z vsem, oni so želeli tudi nas ugasniti in ja, ko so nas naredili nevedne, smo se v bistvu v njihovih očeh obnašali in delovali butasto. Se strinjam, res smo bili butalci, nezavedni, nezavestni in vest je ena izmed stvari, ki bi jo mogli in morali mnogi upoštevati, vendar lastne vesti ne poslušajo. Ne poslušajo tega Boga, ki je v nas, in dostkrat nekako nihče izmed nas Boga še ni videl. A ne? To je ena izmed takih prispodob, oziroma težja resnica je, da Boga še nihče ni videl. Kakšna največja gromozanska laž vesolja, ne? Bog nima oblike, čeprav jo ima obliko, a ne? Bog je v vsem živem, a ne? In živo je vse, kar je okrog nas, razen kar je neživo, a ne? In neživo je tisto, čemur je duh odvzet. In če pogledamo drugače, povem z drugimi besedami, Bog je v drevesu, Bog je drevo, Bog je v ptici, Bog je ptica, Bog je v rožici, Bog je rožica, to je oblika Boga Bog v taki obliki, a ne? In če pogledam jaz ljudi okrog sebe, vem, da mnogo izmed ljudi, ki še debelo spijo, a ne, ima v sebi Boga, žal v mnogih očeh pa lahko beremo, da te duše iskre ni več. Ne moramo k temu nič, niti ni potrebno karkoli narediti, a ne? Neživo bo tako ali tako umrlo in umira pred našimi očmi mnogo ljudi, mnogo je duš, ki jih temačni pobijajo z vso ihto in silo, mnogo pa odpada ljudi, ki pravzaprav ljudje niso bili. V tej fazi se dostikrat sprašujem, kako bi pomagali tem, ki so v trpljenju, v zataknjenosti pretoka energije, ki ne vidijo izhoda, kako bi mi tem ljudem pomagali, da nam jih ne odnesejo, da nam jih ne pobijejo, ker smo se pogovarjali, živimo v morilskem sistemu, kateremu je bila ideja, da dokončno po tamani pobije vse duše naše, torej te, ki na planet prinašamo upanje, ljubezen, vero v obstoj, v to, da nekaj lepega je,
kako bi te duše rešili, oziroma oni so želeli vse te duše ubiti, da se znebijo vseh naenkrat. Zaradi tega je bil splaniran genocid pod imenom korona, vendar je, hvala Bogu, ni uspel, zaradi tega, ker kreator ni dovolil, ker smo neuničljivi in nepremagljivi, kot je nepremagljiva moč kralja Matjaža, ki pa je žal spal. Zdaj vstajamo vsi skupaj, najprej smo spali, pa smo se začeli prebujati, pa smo se že skoraj prebudili, zdaj pa je čas, da počasi vstanemo, spijemo kavo, v miru, pozajtrkujemo in pomagamo ljudem, da v sebi zbudijo kralja Matjaža, ja, ta, ki v njih spi. Bujenje, eno sem zelo dobro zapisal, pa ne vem kam že. Ja, zaspani smo bili, ugotovili smo, da moramo priti do točke biti boj ali biti obstajati, bodi, ne, zdaj biti boj ali bodi ali zabodi, ne, ali prebadaj ali zabadajmo ali je zabadava vse skupaj. Ne, ni zabadava vse in je že prav, da prebadamo in zabadamo v tiste točke, ki so neprijetne morilcem, in to je točka, da so prepoznani. In smo rekli, da naše orožje, naš meč je naš jezik in naš slovenski in slovanski jezik je prečudovit in v sebi skriva mnogo stvari, ki so povezane na svetovni ravni, nekam na veliko koncev sveta se da zaznati te izhodišča našega jezika. Recimo Buda pomeni buden, nič drugega, ne. Biti zaspan pomeni ne videti, biti sprogramiran, in v program smo se vsi rodili smo se v programiranje in znotraj tega programiranja moramo odprti oči in pogruntati, sej pa ne moramo zdaj že stran več gledati, mislim, eni še, ne? Ampak tako očitno, kot so nam zdaj stvari prikazane strani s pomočjo Q-ja, in smo zanč rekli, Q je v bistvu prerogba, a ne, kaj se bo zgodilo, kako se bo zgodilo, in naši svetilniki iz preteklosti, torej poeti, svetniki, umetniki, so nam so ugotovili, da je dobro in najlažje človeka prebuditi iz tega sna z vprašanji. In vprašanja so mnogo nas spravila v točko, da smo se začeli prebujati, ne? Kaj pa je to zdaj z medicino, kaj pa je to zdaj s politiko, kaj pa je zdaj s tem, ampak ne morem nič pomagati, kaj pa je s tem, sem tu pa tudi ne morem vplivati, tako pač je in tako. Ampak bolj ko minevajo leta, meseci in dnevi, bolj ugotavljamo, da pa mi pa lahko spremenimo, ker mi smo spremenili, če nič drugega, platformo Facebook v slovenskem prostoru, kjer smo utišali ustrahovanje, laži, prevaro, en kup stvari smo prekrili z našimi pozitivnimi afirmacijami, sporočili, zapisi, naj si bodo taki, da smo se z njimi strinjali, pa smo jih podelili, ali pa smo jih ustvarili iz sebe ven. Torej, neko spoznanje smo zapisali in na tak način smo vzpodbudili nekoga. Ne vemo, kdo je zbudil koga. Tega ne moramo nikoli vedeti. Mislim, mogoče pa kdaj bomo. Ampak ni to toliko bistveno. Bolj bistveno je se zavedati predvsem samega sebe in zavedati se, da vaš zapis, ali pa bom rekel drugače, moj zapis pomaga recimo vam, ne? Ali pa video, ne? Ampak ni ta moja oblika za vse. Tvoja je za neko drugo, bom rekel, nekatere druge duše s podobno izkušnjo, travmo, lekcijami oziroma napadi temačnih, ne?
ker vse ima dvojni pomen na tem svetu, je že tako, da rečemo, bolečina je potrebna, sicer se ne bi premaknili. Znotraj tega, da nas nekaj boli, je v bistvu nam to lekcija, ne? Vendar ni vsaka bolečina lekcija, ni vsaka stvar bila kot lekcija mišljena, ampak bolj kot poskus uničenja nas, a ne, strani temačnih. Vendar tudi vsak poskus uničenja nas oziroma prizadejati bolečino, tudi taka situacija nam je lahko kaj pokazala in smo se iz nje lahko kaj naučili in smo se. Vendar smo najprej morali ozavestiti, zakaj in odkje je bolečina prišla in kam izvira. Iz vera, ne? Iz vera prihaja vse in ta ver želi in stremi k balansu, k poravnavi, k temu, da je ekvilibrium pravilen, da je ekvilibrium, ne da smo nagnjeni na strah, ampak da smo nagnjeni v ljubezen, ne? Ampak strah in ljubezen oboje je v nas, se pretaka skozi nas. Vendar strah je nizka frekvenca, na orglah, nizka, pa pol pride žalost, malo višja. Ampak ljubezen je v bistvu kompletna klaviatura na teh orglah, vmes pa imamo celo paleto teh občutkov in najlepši občutki tam gor, po občutkih dobivamo intuicijo, blaženost, milost in tako, pač ta paleta. Se mislim, da sem že včeraj o tem nekaj govoril. Torej, mi moramo moramo zastopati, da tudi prav je, da imamo in strah in da imamo vse možne občutke, vendar se ne prepuščamo samo enim. Predvsem strah je bil tisto, kar je ta sistem matrice drakonske uporabljal. Mi smo začeli v sebi spodbujati in zbujati in spodbujati, ne, spodbuditi pa buditi, pa imamo spet igrico, spodbujati to, bom rekel, višje frekvence, vse več je ta paleta čedalje širša. Jaz ne vem, če sem spoznal že celotno tipkovnico, lahko sem vem, da je nekaj gromozanskega je, in a veš, kako že, da sem se tudi nekaj zabeležil, kar daš, to dobiš, a ne, bom pa drugače rekel, dobiš, kar daš. In tisto, kar dobiš, ni zato, da boš to v sebi obdržal, ampak da boš dal naprej, a ne. In ljubezen, to je tisto, o čemer se pogovarjamo, da več, ko jo daš, več jo dobiš in nisi jo dobil zato, da bi jo imel, ampak da jo deliš. Ker ta svet nujno potrebuje mnogo ljubezni in ta ljubezen je pravzaprav sila vesolja, tudi destruktivna je lahko, kar je pač iz nje narejena, ne? Samo jo je treba prav nainštalirati, da taka ni. In resnično je bila uničujoča, saj pa nas je konc koncu pripeljala do točk, da smo v bistvu sami sebe uničevali z zataknjenimi pretoki. A ne? Mi smo prejeli žalost, smo se v žalost zataknili in ni moglo nič teči. Smo srečali svojo ljubezen, smo jo želeli imeti ali pa jo imate, pa jo hočete držati, pa je tle ljubosumje, ampak ljubosumje je bedarija brez primere, ker ni potrebe, ker prava, če sta dva za skupaj, pol skoki čez plot ne pride v poštev, ali je povezava sam delna, vsekakor je pa, če imaš nekoga rad, ga spust, kaj ne? Ne moreš ga tiščati zase. Skratka, mi smo stvari želeli imeti, pa se je pretok ustavil. V fazi prebujanja smo pogruntali, da postajamo pretočni skozi občutke, skozi čustva, postajamo pretočni in ko znamo ta pretok in tok, električni ali pa vodni, uravnavati, kontrolirati, se iz njega učiti, z njim upravljati, takrat dobimo še več tega, a ne? In zdaj, a veš, najprej si električar za nizki tok, pa to obvladaš, ne, na dvakrat te strese, pol dobiš pa
jaki tok, ne? Tam pa te pa ne more nič več stresti, ker če te bo, se boš kaj dotaknil, te ubije. Torej, too much love will kill you. Preveč ljubezni te lahko ubije, če z njo ne znamo ravnati. Zaradi tega k nam prihajajo stvari korak po korak v lekcijo, v preizkušnjo, da mi dobimo v test pravzaprav, da mi univerzumu in sebi dokažemo, da s to energijo znamo upravljati. A ne, in več, bolj, ko smo pri teh testih uspešni, več energije pride. In ta energija, ki teče skozi nas, postaja vse močnejša. Najprej smo, vsak od nas je verjetno mogel priti do točke nič, čist do točke, ko rečeš, jaz pa tega več ne grem, torej da si vzameš življenje, pa je nekaj v tebi reklo droben glasek, ki me ime rad, ne? Sam sebe, a ne? In je bil dovolj iskra, da smo se lahko postavili in vzpostavili življenje nazaj in rekli, joj, še dobro, da se nisem takrat frderbal, ne? Hočem reči, iskra je pa moč iskre, ne? Ta moč iskre, veš, iskrivi ljudje, ne? Iskrivljeni ne, ampak iskrivost. Moč iskre, ki je v nas, je sama po sebi gromozansko velika. Ampak ko zavzamete ta stav biti, bodi, naj ti bije srce, a ne bijemo bitko, ampak bodi biti. Toliko je enih povezav med besedami, da je za znort. Jaz imam take vse sort dogodivščine znotraj tega in poigravite se sami, zelo dobro je vsaka stvar, ki jo, veš, recimo, dihanje smo imeli v nedeljskem live, ne, pa sem imel idejo, sem nisem nekako pripeljal do teh spoznanj, ker sem hotel v bistvu pripeljati. Dihanje, pa dih, pa duh, pa navdih, pa si navdahnjen iz vera, iz izvora. In nas so sprašvali, kje imaš pa ver? Ja, ver imamo mi tam, vendar ga je treba brati, znati brati in ga je treba upoštevati. In bom tlele vam prebral eno taki dela z lastnimi rokami, je pač delavec. Tisti, ki dela z rokami in glavo, ta je, bom rekel, ustvarjalec, ne? Ta, ki pa dela z rokami, glavo in srcem, pa je umetnik. In umetnost je vsa glasba oziroma muzika. In vsak pravi artist, ta, ki uporablja srce, a ne, je nekje v svojem navdihu iz vera vdahnjen bil s pomočjo boginj umetnosti. Boginje umetnosti so poimenovane enako je boginje. Torej, boginja je enako muza. Muza je tista, ki se ti prismuka in vmuzne, ne izmuzne, ampak vmuzne in daje navdih iz vera. Imamo malo te zdaj povezave. V bistvu, ko potegnem črto, mi je jasno, da vsi vse to veste, boste rekli, ja se res, zaradi tega, ker mislimo iste misli, pa tudi to sem nekaj zdaj razmišljal v tej smeri. Iste mislimo in čutimo, le kaj sem hotel reči. Ne vem, isto misel imamo, nekako dostikrat se nam poklapa, da mi dobim povratno informacijo, joj, tole sem rabil, kako si dobro zadev, kako točno si ti to vedel, pa ugotavljam, da nekaterim ta video odgovarja takrat, ko je ustvarjen, po 2 mesecih, ko ga dam pa javno, pa odgovarja nekomu drugmu, a ne? In je zanimivo, kako v bistvu naenkrat ugotovimo, da čas sploh ne obstaja, ker je res stvar prišla od tam in je na nas je, da dostopamo in lahko dostopamo, kakor hočemo, kadar čmo, samo kakor se prepustimo, dokler se predajamo nižjim vibracijam, kar je pravzaprav delo za drugega, je biti v nižji vibraciji, do takrat smo omejeni s tem, da omejeni tega, da ne moramo se predajati sebi.
ne, da nam čas ni gospodar. Ko nam čas ni gospodar, se lahko ukvarjamo s svojimi strastmi, s svojimi mislimi, s svojimi občutki in se poigravamo s tem, kar v bistvu vemo, da prihaja med nas, ne? Da med nas prihajajo znanja, ki so zaklenjena, ki jih še ne znamo. Mi smo zdaj začeli počasi malo čutiti, malo se zavedamo naše velikosti, da tole je pa še nekaj ful velikega, ampak Bog si ga vedi, kaj vse še nas čaka. Ampak nič novega, ni informacije o tem, da znamo, imamo sposobnosti levitacije, kaj smo rekli, sposobnosti letenja, telekineza, manifestacija objektov in telepatija. Torej, mi manifestiramo stvari in ta znanja, spoznanja prihajajo počasi v nas, vendar moramo znati z energijo upravljati. A ne, jo opazovati, jo pokorigirati kot električar v vezani plošči oziroma znati uporabljati elemente elektronike. Nekje je treba energijo zmanjšati, nekje je treba transformirati, nekje je treba prekiniti, pa vžgati stikalo dati, nekje odteka, nekje priteka in vse te stvari je treba enostavno si predstavljam, kako je električno vezje, ne? Gor so pa pač elementi, upori, kondenzatorji, diode, jaz ne vem, kaj še vse so zadeve. Ne? In koncu vsa elektronika, ki jo imamo, je izvira od tukaj. In tudi Nikola Tesla se ni nič novega spomnil, sem prebral, je izvira in ustvaril oddajnik za prenos energije po luftu in ustvaril Wi-Fi in GSM. Ne? In torej, če izhajamo iz tega, smo mi in Wi-Fi in GSM signal, ki gre po luftu, ki ga ni videti, tako kot elektrike ni videti, tako kot našega toka ni videti. Videti pa je samo prisotnost ali odsotnost toka. Ne? In to je tisto, kar rečemo, dušo se vidi v očeh človeka in vidiš, ali je not elektrika ali jo ni. Ne? Ali je jaki tok, ali je šibki tok, ali ni pretoka. Ne? In mi ves čas pretakamo. Ne? In v vinu je resnica, in pretakamo, kadar je prisotno vino, pride kaj več tega pretoka. In točajka nalij mi čistega vina. Ne? Dajmo tok enih takih, a veš, točajka je boginja pravzaprav. Imenovana je pa v današnjem svetu kot kelnerca, ne, kaj tu pa je, klinc od poklica. Točajka, božja točajka je to. No in če sem prej pri točajkah, pa pri muzah, pa pri muziki, a ne, če je majhna muza, je muzika, a ne, ali pa je to ljubkovalno musica, a ne. Nam muze pretakajo in če smo rekli, da so muze boginje umetnikov, to niso Štefka, Ančka, Marička ali pa Miloteja, nima veze, ampak so to tiste duše, prek katerih smo mi vzpostavili stik, občutek ljubezni in so odpeljane štuk višje, torej da nam lahko iz energetskega nivoja, iz nebes, ni vse šmoren, iz astrala ali iz kjerkoli, ali iz naše nevidne okolice, tudi to nima veze, da nam te duše prinašajo bližje, natakajo, bom rekel, energijo, a ne? In muzika je bila tista stvar, ki je za moje pojme spet, ampak ena izmed takih razlag, muzika je povezana z muzami. Tako ki je rock glasba, ne vem, če ste se kdaj sprašvali, odkje je ime rock, ne? Rock, kamen, kamnita glasba, ne? Popularna v 80-ih, 90-ih, 70-ih, ali kako že. Ampak Rockefeller pa tudi imamo, ne? In Rockefeller je bil tisti, ki je pravzaprav so bili Rockefelleri, ki so dirigirali in delegirali, kakšna naj bo osnovna frekvenca, osnovna tuning, torej kako nastaviti osnovno frekvenco, da je bila vsa glasba zapisana v osnovni
tuningu, v osnovni nastavitvi 440 Hz. O tem ste mnogo slišali in poslušali, da to nam ni prijetna frekvenca, ker izzove sama po sebi celo in agresijo, temne misli, negativnost. Pač to je posledica glasbe 440 Hz, ker smo rekli, z zvokom se zdravi in z zvokom se lahko zastruplja. In smo lahko zdravljeni in smo lahko zastrupljeni na dnevni bazi. Ampak tole v ozadju zagotovo ni strup, ker ima kar nekaj segmentov zdravilnega, med drugim sam melos, kjer se čuti pogum. Pogum je tisto, kar moramo uporabiti, da se iz tega, ko smo bili nagnjeni k strahu, da se lahko opogumimo in stopimo na to stran, kjer je ljubezen. In pogum se išče v vsakem od nas. Ja, no, jesen je, nimam pojma, tlele sem si napisal, danes je jesen, sen je, je sen, sanjamo, jesen. Po drugi strani imamo November Rain, eno pesem, tudi kjer je november čas ali umiranja ali prebujanja in umirajo stvari v nas, tako določena znanja, tako določene indoktrinacije, prepričanja, vzorci delovanja, to puščamo za sabo. Žal še vedno umirajo, v tem času še vedno umirajo naše duše, naša družina, pravzaprav dušna, ampak nikoli si ne jemljite tega k srcu, ker niso nikamor šli, so še vedno tle, samo v meseni obliki jih ni in v bistvu bi nas kot taki vsi sveti mogli nekako, bi se mogel vsak izmed nas spomniti svojega, ki ga je izgubil, ki naj bi mu bil navdih za spoznavanje, bom rekel, občutenje energije. In vsi smo pred prihodom na zemljo dobili dušno pogodbo, smo se odločili, kakšen bo naš namen, in tudi vsaka naša duša, ki umira v tem trenutku, je umrla ali pa mogoče še bo, upam, da čim manj, je z namenom tukaj, da nas nekaj nauči in nam preda stvari iz onostranstva, če ćemo temu tako reči. Ja, ugotovili smo, da ko se dvignemo dovolj v ta energetski del, ugotovimo, da postajamo nepremagljivi in vse, kar je, imamo in moramo zavzeti stoično držo. Absolutno smo moramo pri tem uporabljati svoje možgane in poslušati svoje srce, absolutno. In imamo eno veliko prednost, zakaj nas ne morejo premagati, zaradi tega, ker oni nimajo ne uma, ne srca. Žal ne, delujočega ne, tudi če je nedelujoč. In zdaj, če smo rekli, z nikomer ne tekmujemo, nikogar nočemo premagati, vsem želimo zmago, v isti sapi pravimo, jih bomo premagali, jih ne bomo premagali, ker se ne borimo več, ampak v bistvu samo branimo, da nam energija ni pita izpita, da jo pretakamo, ker je to nujno potrebno za naš osnovni biti, dobro je to za kolektiv in kot smo prebrali na začetku, dobro je za celo galaksijo and beyond, torej še širše od vsega možnega, in se resnično verjetno z mano ne zavedamo velikosti, kaj s tem svojim pravilnim delovanjem prinašamo vesolju. Če ta stvar ne bi bila tako zelo pomembna, potem ne bi bile napisane prerokbe tisočletja nazaj, a ne? Seveda zavedeni pa smo bili, vsaka prerokba je bila pol napisana tako, da to je bil pa Allah, pa vas bo rešil, to je Jezus, pa vas bo rešil, tole bo Buda, ki vas bo rešil, tole bo, jaz ne vem, katero vse so religije najdle na različnih koncih sveta, različne te neke zunanje rešitelje, vendar ugotavljamo, da v bistvu rešitelji tega sveta so v nas in smo bogovi in smo boginje in so boginje in bogovi v
energetskem delu, torej umrli ljudje, ampak duša je še vedno živa in je tam, ali je pa med nami, ne vem točno. Zagotovo ni v fizični obliki več, vendar se zna tudi reinkarnirati nazaj v človeka, če se mogoče pa v ptico, mogoče pa vse Bog je vse prisoten konc koncev, ne, ko potegnemo tako. Ok, in nimajo ne možganov in nimajo uma ti, ki ostajajo zadaj. Rekli smo jim, da če ne bodo si zaželeli spremembe, potem bodo ostali v 3D svetu, v tem, kjer smo se vsi rodili in bodo ostali v tem zajčniku. In mi smo bili vsi butalci, zdaj, ko se malo prebujamo, smo ugotovili, da nismo več tako butasti, da smo pravzaprav nori. Hello, craziness gre iz nas ven, a ne? In mi želimo biti mal weird, mal čudni. Ne, vse čarovnice so bile tudi označene, da imajo čudne plese. Seveda, izražale in pretakale so energijo in zaradi tega so bile kao čudne za zaspance. In seveda, označeni so bili tako, ampak tudi otrok ni sam po sebi, če se ne bi indoktriniral, ne bi stal v vrsti, ne bi mirno sedel, ampak bi noro plesal brez naučenosti, kaj ne? No, evo, bodimo malo nori, oni pa ostajajo 3D butoti, a čemo tako reči. Pa sej nočem žalitve, nočem nobenega žaliti, da ne bo kdo mislil narobe. Pa veš, če nekomu rečeš, da je lažnivc, to ni žaljivka, to je samo opis stanja, kdo si, ne? A veš, če si buto, si pa buto, ne? Sej, ne da te žalim, tako se temu reče, taki nima možganov ali pa jih ima, pa jih ne uporablja, je butelj, kaj ni? Zdaj, kako če mu reči, bravo butelj, ali kako, ne vem, glih modar ni, ne? So pa oni ti, bolj ko so butasti, bolj so zviti, pa lažje jih je manipulirati, pa lažje je z njimi upravljati in do te mere, da pač delajo dejanja brez vesti, brez vestno, ne? In imajo svoje vezi, ne? Vez, in so navezani na sistem, ker jih sistem hrani, in to je bila hrana kao za te nizko vibrirajoče ljudi, a ne, mi pa smo navezani na ver, priklopljeni smo, ja, ampak zemeljske vezi, teh, ki pijejo našo božansko energijo, moramo pa dati stran in zavedati se morate, da bolj, ko znate z energijo upravljati, več jo imate, bolj svetite in svetimo in v takem primeru smo vidni in tudi paraziti želijo imeti tak ver, zaradi tega je pomembno, da več energije, ko imate, jo znate tudi bolj braniti, a ne, znate jo čuvati, da ni izpita, pa da se ne poliva kar takole naokrog, pa da jo kdo ne krade, ampak da se usmerja tja, kamor vi želite, kamor mi želimo. In če bomo mi te želje naše noter rekli, ok, zdaj pa dajmo mi malo eno piramido narediti, pa jo verjetno se tudi to da. Ker nisem edini, ne, jaz tudi to verjamem in o tem je bilo mnogo govora v zapisih in globinah in samo naša znati kontrolirati in znati usmerjati, torej preko fokusa, a ne pa preko pozornosti, bomo mi znali marsikaj narediti in ustvariti. Pol ure imamo. Jaz mislim, da je za koncentracijo dovolj in spet nisem prišel žal do teh slikic, ki jih imam prištimane že 4 oddaje, pa kar ne gre skozi. Bodo prišle na vrsto en dan, pa samo daja slikicami, pa bomo malo kontemplirali skupaj in tako. Čakaj, ne, imam še 2 stvari. Tako, ja, ljubezen je v ljudeh zastajala, ne, in moramo začeti ugotavljati, da jo je treba spuščati skozi, to ne pomeni, da zdaj pa naenkrat rečeš, ok, zdaj jaz sem mislil, da imam tole rad, a pa nimam. Radi imamo vse, najrajš pa imamo lastne občutke, dobre občutke in več, ko jo damo, takrat jo dobimo še več. Več, ko daš, več dobiš, nič drugače. Dobiš, kar daš, to smo se pogovarjali, to, kar je Bog, to smo. Remember me je tudi ena taka fraza, spomni se me. Kot ti nekdo v drugi pesmi poje, spomni se me, on ne govori, da moramo mi se spomniti njega, ampak mi pomeni jaz, je jaz, spomni se
sebe. Spomni se, kdo si, in spomnimo se sebe skozi stvari, ki jih radi počnemo, kaj smo v preteklosti radi počeli, pa je to zaradi življenja takšnega ali drugačnega pripeljalo do tega, da pač tega nismo več počeli. Ne, pa bi bilo fajn, če bi. Jaz rad kuram ogenj, jaz rad kanujaram, jaz rad sem marsikaj, to so moje stvari in tisto, kar delam rad, je dobro, če prakticiram. Ne pa da rečem, ja, bil si tabornik, to je to, ampak to je za otroke, pol ti pa ni več treba biti tabornik. Pa to ni res, ne? In pa to ni res. Bodi še bolj to, kar si, in spomni se, kaj si imel rad. To so tisti spomini, o katerih smo govorili, pa bom zdaj še čas razbil. Spomini so preteklost. Želje, predstave o prihodnosti so prihodnost. Tukaj in zdaj pa je tisto, kar rabimo. Pa boste rekli, kako zdaj si kontradiktoren. Spomini so tam, res je, v času nazaj. In v času nazaj so lepi spomini in grdi spomini, a ne? In ti spomini v bistvu v nas nekaj sprožijo. Tukaj in zdaj. Dogodek se je zgodil takrat, tukaj in zdaj se pa dobiš pa občutek. Bom dal zdaj občutek veselja, ko sem kanujaril, ko sem bil mulc, ne, recimo, v meni vzbudi hudo lepe in slike, se mi pririšejo in občutke. Lahko pa se spomnim nečesa težkega v preteklosti. Torej, ne bom zdaj povedal čist mojih stvari, ker vam niso pomembne za vas, vam so pomembne vaše, meni so moje. Torej, slab dogodek, pa bom dal recimo tak bizaren primer, padati s kolesom, pa to ni nekaj takega. Ali pa bom rekel izguba, ali pa, jaz sem se 4 leta ukvarjal s tem, ko sem izgubil partnerko časa nazaj, ko sva se ločila in tako. In sem jaz objokoval to časa mnogo in jaz sem tisto bolečino nosil v vsak trenutek sedanjosti, a ne? In ta stvar je v bistvu mene v tistem obdobju vedno zabolela in vedno sem se spomnil tega in mene je kar naprej bolelo. Se pravi, dogodek se je zgodil tam nazaj, jaz ga pa sem ga pa vlekel v sedanjost ves čas naprej. Torej, zelo pomembno je, da ko stvari znamo ozavestiti in stvari pretakati, takrat lahko odtečejo te, bom rekel, slabe stvari in dovolimo sami sebi, da ko pomislimo nazaj na tisto, kaj smo imeli radi, pa nam je se izkazalo, da ne gremo skupaj, da v bistvu iz tistega potegnemo te lepe spomine, a ne? In jih damo sem in v tem trenutku sami svojo vibracijo dvignemo. A ne? Če pa potegnemo iz spomina negativnost v ta zdajšnji moment, pa mi v bistvu vibracijo znižujemo. Zato previdno, kaj se spominjamo, a ne? Še enkrat spominjajmo se, kaj smo imeli radi, kaj je bilo lepo za nas, kdaj smo bili veseli, navdušeni, igrivi in sproščeni in te stvari probimo ponavljati. Pa zdaj, eno je to, da jih probamo ponavljati, drugo pa je, če že ste v preteklosti, pol potegnete lepe stvari. Ideja je, da tukaj in zdaj, v tem času, zdaj pretakamo tisto, kar pretakati moramo in za kar smo sem poslani. A ne? A čem še kaj? Imejte prečudovite misli, imejte še bolj prečudovite občutke, dovolite si jih občutiti in izkoristite dan v najvišje dobro, v dobro sebe in v dobro celotnega sveta in univerzuma kot tacga. Čau!